bi vsakemu rada stisnila roko posebej, kajti vsak, ki je danes prišel, je nekako zapisan v mojem srcu in vsak po svoje mi je pomagal, da je prišlo do te knjige. Jaz bi gospoda Logarja večkrat popravila. To ni in memoriam v spomin. To je knjiga za življenje. In tudi v knjigi nisem uporabila, sem se izogibala besede smrt, slovo, raznega epilogu, kajti gospod Drnovšek je še kako živ. Zelo sem razmišljala, kaj bi rekla o pozdravnih besedah, ampak jaz ne moram drugače, kot pa, da povem tako, kot sem danes. Čustvena, vznemirjena in celo z malce treme, da bi ja šlo vse tako, kot mora biti, kot naj bo na ta dan, ko je dejansko pred enim letom, ko smo res izgubili predsednika, nekdanjega predsednika dr. Janeza Drnovška, ki je še tako živ ravno v tem času, jaz ne bi se dotikala, kot tudi knjiga, nima nobenih političnih vlivkov, nič, ampak vendar živimo v enem stresnem času, ko gledaš sceno, bi marsikdo se moral kaj naučiti, ali iz knjige, ali iz njegovih misli, ali karkoli pač. Tukaj sedijo, posebej bi pozdravila gospoda Cirila Zlovca, ki mi je izredno blizu in se uči modrost, gospod Fani Okičevo, gospod Štefko Drolčevo, študentko, kogarkoli, vse življenje se učimo in verjetno bi bilo dobro, da bi tudi država, tudi politiki se učili iz te knjige. Meni je spremno, bi se nočem tukaj modrovati, kakorkoli, vsako šel po svoje skozi leta odraščanja. Tudi dr. Mejak sem se srečevala, nekateri tisti, ki jim je v srcu, ki ga imajo radi, so se odzvali, nekateri se niso, to je njihova stvar. Ampak tukaj tudi je Slovenija pokazala svoj obraz do naše edine legende, trenutno, ne mislim, kako bi to rekla, legende, imamo več legend, ampak politične podobe Slovenije. Ko sem to knjigo pisala, jaz imam več naslovov, nekateri me poznate, tudi ne, predvsem legendarni Jano Krik, ki je šel in je pač knjiga, v kateri je veliko čustev in tako. In mislim, da sem po tolikih letih tudi to knjigo pisala dobesedno solzami. Jaz bom na začetku povedala, jaz dr. Drnovška nisem nikoli srečala, nikoli, pa bi ga lahko ničkolikokrat, tudi v knjigi pišem. V bistvu sem se srečala z njim na soboto, 23. februarja lansko leto, ko sem šla na trg in je vsak je skušal nekaj povedati o Drnovšku, nekaj reči. Vsi so vlekli ven ene spomine, ene protokolarne, medijske, pompozne besede in takrat sem ga začutila vso njegovo osamljenost in sem, kar je to ni on. Pa to ni on, vendar on. In sem potem v trenutku dobila naslov Mali princ slovenske politike in nisem se zmotila, ko sem šla skozi preved. Ta knjiga ni debela, vsaka pika, vsaka vejca bi bilo odveč in če ne bi bilo premalo, ker sem šla skozi prelet Eksipirija Malega princa, njegovih misli. Prehodila sem njegovo otroštvo, ampak to, da ne bom imala besedo gospodu Logarju, ki me bo lepo vodil, in gospa Štefka Drolčeva in skozi slike, skozi ta prelet njegovega otroštva. Kot veste, jaz sem predvsem borka za mlade v najbolj občutljivih letih, to je leta odraščanja. Leta odraščanja nas zaznamujejo. In zato me je tudi zanimalo, kako je zrastel in v kakšnem kraju je rastel dr. Mali Jano, kot so ga imenovali. Vidim, da je tukaj precej medijev, upozorila bi tukaj imamo gospoda profesorja dr. Janoša Butinarja, ki mi je priskočil, čeprav je bil takrat v Amsterdamu in mi je zelo ljubeznivo poslal svoje vtise o njemu. Imamo njegovega sošolca Tonija, boste lahko z prve roke zvedli, kako potem gospod Bučar je pač rekel, da bo prišel, on mi je napisal čudovit predgovor, na katerem, ko ga boste prebrali v zadnjem odstavku in predvsem opozarja Slovenijo. Slovenija, odkar smo v Evropi, sploh v Evropski uniji imamo veliko možnost
sebe reprezentirati navzven, ne pa posnemati tuje narode, svoje ljudi, potem iskati korenine naših legend in tukaj na koncu je napisal, ta knjiga je prvi korak k razumevanju posebnosti dr. Janeza Drnovška, ki ga pa ta čas je preblizu, da bi pokazal vso njegovo veličino. Jaz nisem bila njegov idol. Še enkrat rečem, jaz pišem po srčnem vzgibu, tukaj mora biti ujeto srčni vzgib in literarni zamah in potem je to prav. Imela sem to vmes, verjemite mi, tudi velikokrat sem bila na tleh, ali se ni odzval njegov prijatelj, ki je rastel politično v njem, ali sem dvomila v svoj tekst, ali to in ono, ampak sem poklicala gospo Fani Bokičevo, pisateljico, pametno gospo, ki me je pobrala in še marsikdo drug tukaj. Vključno gospo Štefko Gročevo. Toliko malce daljše, ampak res sem imela solze, ko sem si takole, ko sem pisala in sem takole naslonila in sem ga gledala, kako je osamljen. Ko greš, ko te ni več, on je bil zelo, zelo diskreten, ni govoril o sebi in tako sem tudi to spoštovala, tudi v tej knjigi in razumela sem ga. Morda ga boste tudi vi. Ali pa malega princa, ki je usporedno tukaj sem našla njuna stičišča. Misli in hvala. Jaz ne vem, zakaj mi je prišel to na misel. Tako se mi je zdel tisto soboto krhek. Tako nekako nezaščiten pred mediji, pred vsi so hteli kupati o njemu. On pa človek diskrecije, človek zasebnosti, nič ni govoril rad o sebi, v misli, ja, ampak o sebi ne. Nisem imela mali princ slovenska politika in tukaj nisem zgrešila. Seveda, sem se pa vprašala, zakaj. In sem potem morala preštudirati tega francoskega pisatelja, ravno tako pacifista, velikega borca za demokracijo, vseh demokracij. Zakaj mali princ? Nista si podobna. Ko sem opisovala Janeza Drnovška, mali princ je bil iskriv, radoveden, zgovoren deček. Medtem je bil pa Drnovšek tih, vas se potegne. Njegova najljubša igračka je bilo razmišljanje, že kot otrok. In tako, to sem spoznavala seveda ob vsem tem, ko sem pač tudi se pogodila. Je pa usporednica, je pa kako bi to rekla, čustva in razmišlja kot mali princ. Vendar mali princ je pa eksiperi sam. Ker to je človek, ki se je boril za planet, vsak v svojem času in prostoru. Veste, ne Drnovšek, ne Eksiperi nista odkrila nič novega. To je že pradavna modrost, če ste brali samo Marka Aurelija, če gremo še nazaj. Vsak v svojem času in prostoru skuša opozarjati človeštvo na to. No in tako je tudi Eksiperi in Drnovšek v svojem času odprl to hrambo te modrosti in je ustvaril potem svoje misli in besede, vendar prilagodljive Sloveniji, našemu prostoru. V tem je podobnost je neverjetna. Pa še to, oba sta bila bolana ledvica. Oba. Nenehna bolečina ledvic in tako, predvsem pa njihov obupen krik čumen.